Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdravo, živo slavo, to je oddaja Klepet ob kavi in ja. Statistika kaže, da se v mesecu decembru Slovenci v povprečju zredimo za 2 kilograma. In ta 2 kilograma sta povprečje, kar pomeni, da se nekateri ne zredijo nič, nekateri pa 5 kilogramov, pa mogoče še celo več. Skratka, december je tisti mesec, ko se najmanj držimo nazaj, ko si seveda moramo privoščiti pa potico, pa kekse, pa uno, pa tretjo zadevo. In danes vam v oddaji ne bomo pametovali, da nič od tega ne smete in da se držite nazaj, da boste trpeli cel december. Ne, samo kako pametno jesti oziroma katere trike, katera zlata pravila uporabljati, zato da se ne boste zredili in hkrati uživali kulinarični december. Jelena Dimitrijevič je v moji družbi in res kar nekaj zlatih pravil. Jaz sama se jih redno držim. Hvala. Ene 2 leti nazaj mi je celo ratal, da sem shujšala par kilogramov v decembru. No, letos se pa v vsakem primeru malo uredim, ampak zaradi drugih stvari. V trebuh samo, ne? V trebuh, ja. Ok, Jelena, najbolj zlato pravilo. Zdaj si pišite te stvari, da ne boste pol rekli, da nekaj ni, ne? Sicer bo na YouTube kanalu posnetek na voljo, ampak vse glej. Imamo še čas, ne? Za pripravo, ja. Imamo še čas za pripravo. Torej, prva stvar. Prva stvar bi vsekakor bile vlaknine, ker ljudje premalo vlaknin pojejo in se ne zavedajo, da v bistvu vlaknine pomagajo pri tem, da nismo tako hitro lačni, ker tudi uravnavajo krvni sladkor, ampak tudi napolnijo naš želodec. Pa še marsikaj drugega. Ne samo zaradi tega, ker pravijo, ja, moram jesti več vlaknin, da pol fajn kakam, ne? Ja. Ampak tudi druge stvari, tudi vežejo kakšne toksične snovi nase, pa vemo, da se takrat tudi ne sam je preveč, ampak tudi se pije preveč. Tako da tudi to je razlog, zakaj bi jih več pojedli. Bakterije nahranimo dobre, vzdržujemo koliko toliko v redu tisto mikrobioto, tako da vlaknine pa kje najdemo. Marsikdo niti ne ve, kje jih bo najdel. Ja, se tu sem te hodila vprašati. Čekaj, ne moreš nas pustiti, vlaknine uživite, ker nekateri bojo mislili, da morajo iti ljubje dol jesti iz drevesa. Ja, točno. Ja, tudi to je lahko užitno, ampak pustimo zdaj to. Imamo tudi hrano, ki je fajn. Sadje, seveda zelenjava, stročnice, žita, semena, oreški, se pravi nekaj, kar je nepredelano, pripravimo tako, da čim manj procesiramo to tudi v svoji kulinariki in če nismo tega navajeni jesti, potem lahko počasi začnemo več stvari dodajati. Še bolj konkretno, Jelena. Še bolj konkretno je... Pri zajtrku recimo, da dodamo sončnična semena, čija semena. Ja, v bistvu takole, če je zajtrk, zdaj itak je ta čas, jesen, zima, čas, ko jemo več tople hrane, več kuhane hrane, jemo več kaš in vemo tle, so lahko je prosena kaša, ajdova kaša, ovsena kaša, ni treba nič komplicirati, ker vemo, da tudi če je boljša kombinacija hrane, če ni preveč sestavin, je tudi boljša prebava. Tako da za zajtrk užijemo kakšne kašice, v rastlinskem mleku kuhane, potem dodamo tople začimbe, ker je itak zdaj tudi čas za tople začimbe, cimet, klinčki, ingver, kardamom, take stvari. Kardamom je fantastična začimba, ki je take v kombinaciji z bolj sladkimi okusi zelo dober. Potem dodamo malo semen in smo že naredili en tak fajn, konkreten obrok, ki se bo dlje časa prebavljal, uravnaval krvni sladkor, ne bomo lačni, telo nam bo tudi hvaležno. To je za zajtrk, ja. Torej, imamo prvi nasvet in zlato pravilo in to je več vlaknin, da se ne bomo zredili decembra in januarja jokali in noreli po fitnesih. Druga zadeva. Ja, druga zadeva je v bistvu čim manj te procesirane hrane, masne hrane. Se pravi, če mi bomo pojedli več polnovrednih živil, govorimo tukaj predvsem rastlinskih živil, takrat niti ne bomo imeli želje in hrepenjenja po tem, da bomo pojedli tako hrano. Se pravi, če bo soseda naredila pirine, piškote z orehi, je to okej, ne pa, da bi šla v pekarno in si vzela tam krof z čokoladnimi mrvicami. Res je. Zmeraj razmišljamo o bolj polnovredni hrani. To je ključna stvar. Če mi ne pojemo polnovredne hrane, takrat to hitro tudi nam pade sladkor v krvi,
potem na začetku se dvigne, potem hitro pade, čutimo zelo hitro tudi lakoto in potem se želimo nekaj več pojesti, ker telo reče, veš kaj, ni dosti nutrientov, daj mi še nekaj za pojesti. Se pravi, drugo pravilo, pametno izbiramo namesto procesirane neke sladkarije, polnovredna hrana, se pravi, nekdo, ki je nekaj doma naredil, bo definitivno boljše, kot pa da torej nek cukor iz nekih embalaž. Tako je. Tretje pravilo, zlato pravilo. Tako, v bistvu pomembno je tudi tole, da recimo, ko hrepenimo po sladkorju, po sladkih zadevah, da tudi to zamenjamo ta klasičen sladkor s kakšnimi boljšimi variantami, tisti seveda, ki imajo več zdravstvenih težav, tudi se temu morajo izogibati, ampak javorjev sirup, recimo kakšen kokosov sladkor, tisti, ki nimajo težave z alkoholnimi sladkorji, lahko je eritritol ali brezovo sladilo in tako dalje, vsak bo videl pri sebi. Če imamo hrepenjene po sladkorju, in to se velikokrat dogaja v času tudi, ko so prazniki in več tega pojemo, več hrepenimo, grenke stvari. Grenka zelenjava, ki jo pojemo tudi pred obrokom, dodajmo več tega in potem bo to zmanjšalo tudi željo po sladkim. Se pravi, kaj bi bilo še grenivka? Ja, načeloma, ampak govorimo o zeleni listnati zelenjavi, ki je grenka, recimo radič, rukola, take stvari, cikorija, to se tudi da dobiti. Se pravi, pred kosilom pojedino pojemo veliko zelenjave, ker je fajn tudi ekološki jabolčni izbor. Najprej kakšna solatka, taka lahko je manjša, ker je zimski čas, manjša, dobro prežvečimo in potem ta grenkoba ali recimo ne vem, kakšna kombinacija teh grenkih, grenčin, kot je švedska grenčica ali nekaj tazga brez alkohola, to se tudi lahko dodaja, ker s tem zmanjšujemo željo po sladkem. Željo po sladkorju, da ne bomo preveč napadli pol sladice. Tudi Simon Godina je govorila o tem, dajmo se spomniti na hitro, kaj je torej povedala. Ravno ta povezava je bila pomembna. Zelenolistna. Zelenolistna. Kaj je to, blitva? Vse, perje, zeleno, od ohrovtov raznih, tudi blitva, tudi špinača, to mikrozelenje, fantazija. To je zelo dobro dodajati. Kalčki so tudi, ker to ima že tudi malo proteinov več. Tako da ogromno perja, zelenolistna zelenjava, tega je premalo. Predvsem, to so tiste prave vlaknine, ki vlečejo ven tudi, ki odplakujejo tudi hormone in seveda tudi uravnavajo ta inzulin skok. To je bistveno. Tako da vi, če pojeste tortico pa zraven eno solato, je to čisto drugače, če je sam tortica. Ne bo tega skoka in ne bo se to prileplo sem, ker ne bo skakanja teh hormonov toliko. Odlično ste slišali danes torej na sveti za vesel praznični december z veliko kulinaričnih užitkov, ampak na pameten način, da se torej ne zredimo. Kar nekaj pravil je zaupala že Jelena Dimitrijevič, ki je danes v naši družbi. Torej grenke stvari, solatka na začetku, ki jo dobro prežvečimo zaradi tega. To nasplošno velja za vso hrano, to je tudi en dodatni nasvet. Če ne želimo pojesti nepotrebnih kalorij, posebej, če jemo tako hrano, ki mogoče ni najbolj optimalna, jemo v miru, počasi, s hvaležnostjo in da telo dobi ta impuls, ok, zdaj ne rabim več hrane. In če mi na hitro nekaj pojemo, tudi bo težko za želodac, pride za nami. Ni to. Naslednje zlato pravilo, draga naša Jelena, za praznični december. Pozabljamo na pitje vode. Ker velikokrat zamenjamo tudi ta občutek lakote, pa že. Tako da zmeri, če čutimo lakoto, jaz vedno vprašam, kako pa čutite lakoto? Ja, kruli mi nekaj v želodcu. Ja, ni pa to. Se je treba navaditi na malo drugačne občutke, to s časom tudi pride, bolj v grlu čutimo, tudi sline se začne nabirati. In če recimo imamo hrano, ki imamo sadje, recimo pa kakšen piškotek zraven, pa če rečemo, ali recimo samo eno izbiro zdrave hrane in si pa rečemo, ja pa ne bi to jedel, sem lačen, ampak ne bi jaz zdaj tole pojedel, jaz bi raje še en piškotek ali bi nekaj mesa pojedel, pa takole, to ni lakota, to je apetit. To je apetit. Tako je. Takrat je treba vodo spiti. Takrat je treba vodo spiti, peti na kakšen sprehod, potem mogoče smo pod stresom, pa je treba malo tako narediti kakšne dihalne vaje ali karkoli tazga, tako da in prepoznati ta pravi občutek lakote. Če ne boste vzeli živilo, ki je zdravo, potem niste lačni. Tako da voda je treba malo spiti, potem videti, če je potem še zmeri lakota, potem pojmo kaj pametnega pojesti. Odlično. Naslednje zlato pravilo, da se bomo zredili čez december. Definitivno zmanjševati stres.
ker to nas tudi pripelje do teh emocionalnih razlogov, zakaj bi zdaj posegali po kakšnih sladicah ali predelani hrani. Tako da bodimo pozorni na te stvari, to je en način, kako si lahko preprečimo to prenajedanje. Kaj bi pa mogli biti še pozorni oziroma kaj bi pa lahko decembra mogoče dodali v prehrano preventivno? Ker, jaz sem nekaj let nazaj sem še rekla, nič sladkega ne bom in tudi takrat, ko sem precej skušala, nič sladkega, nič sladkega. Zdaj sem se odločila, da nekaj domačega sladkega bom absolutno zaužila. Tako da, kaj bi tukaj dejansko priporočali ljudem, da pametno izberejo? V bistvu je tako, zelo je pomembno, da če vemo, da bo nekaka pojedina, ki za nas ni najbolj zdrava, da tudi doma si nekaj pripravimo sami iz boljših sestavin, malo hrane pojemo recimo tudi preden gremo kam, ali če vemo, da tam ne bomo ničesar dobili, tudi vzamemo nekaj seboj, da nas ne bi tale lakota, ki gre skozi oči, da nas ne bi prelisičila. Tako da to je pomembna stvar. Seveda, če nimamo posebnih zdravstvenih težav, tukaj res moramo biti disciplinirani, sicer lahko seveda pojemo kakšne take zadeve, ki so bolj zdrave. Recimo, mi bomo imeli doma večerjo in to bo ornk, wow, to moja mama tak naredi, da to je wow. Ampak jaz grem pred takimi večerjami ali pa pred nekimi zabavami ali pa združenji ali pa karkoli, pojem eno kapsulo probiotikov že prej in potem tudi, ko prijem domov. Tako, to je prvi način, kako si lahko pomagamo, prva pomoč v bistvu. Dobro bi bilo, če vemo in če bomo vedeli, da se bo nekaj takega dogajalo v prazničnem času, da se pripravimo, že delamo probiotično kuro. Če ne pojemo dovolj vlaknin, pa smo rekli, da so ful pomembni, lahko si pomagamo s psiliumom, recimo, to si lahko dodajemo. Če smo veliko pod stresom, uporabljamo rastlinice, ki tudi snižujejo stres, tudi vitamini B kompleksa, kakšna bazilika, tudi recimo stvari, ki so adaptogene, recimo rastline, ki nam pomagajo pri zniževanju stresa. Tako da nekaj teh načinov, ki nam lahko hitro naredijo to spremembo na telesni ravni. Gurmar je taka ena fajn zadeva za uravnavanje tudi krvnega sladkorja in da zmanjšamo hrepenenje tudi po sladkorju. Tako da vsak bo našel nekaj. Vsak bo našel nekaj. Tako je. Ali bi priporočala tudi kak dober ekološki kurkuminski kompleks, vsemu smislu, da pomaga pri razgradnji ogljikovih hidratov? Absolutno, ja. To je ena taka dobra stvar, pa tudi za uravnavanje spet krvnega sladkorja, ker ko nam pade sladkor, potem mi napademo vse živo, tudi naš hladilnik in tako dalje, pa tudi za zmanjševanje vnetij, ker vemo, če pojemo veliko procesirane hrane, avtomatski, marsikdo misli, da to bo prišlo, ne vem, če bom jaz tako jedel en mesec, ampak hitro se pozna na telesni. Tudi v krvi, če bi delali analizo krvi, pa pol tekočino, recimo tole, ko pogledamo, bi bila ves zamaščena od tega mesa, pa ne vem, če se vse. Tako da hitro se zgodijo spremembe, ampak če pazimo na svoje telo in mu dodajamo, tudi pomagamo v tem procesu razstrupljanja in uravnavanja zadev, potem se tudi to hitro pozna. Torej, probiotiki, kurkuma, kar se tiče dodatkov, oziroma kurkumin, psilium. Ok, zdaj eno dejstvo je, jaz si še vedno kljub nosečnosti privoščim na vsake par tednov pol deci ali pa deci kakšnega dobrega domačega vina, rdečega. Je pa dejstvo, da v Sloveniji pretiravamo z alkoholom. Kako je pri tem to tudi, mislim, jaz poznam koga, ki je dejansko se še zna pohvaliti, da je bil cel december pijan. Kako pri alkoholu dejansko, da saniramo vsaj delno posledice? Absolutno bi mogli zmanjšati nasploh vsi Slovenci to alkohol, to pitje, ampak kako lahko, tudi kurkuma je tudi tukaj, ne? Seveda, vse, kar bo podprlo naša jetra, ker vemo, da predelujejo toksične snovi, alkohol je zelo, zelo nevarna zadeva. Poleg vsega ostalega, kar obremenjuje delovanje našega telesa in naših jeter, tako da kurkuma je res fajn, kurkumin, tukaj govorimo, res rabimo nekaj bolj močnejšega, ker v bistvu pomaga pri tem, da se lažje odstranijo tisti strupi, da se zmanjšajo vnetja, da se pol telo lažje regenerira. Hkrati pa tekočine treba absolutno več spiti, hidracija telesa mora biti veliko boljša takrat, ko pijemo kakšen alkohol in dejansko jesti je treba, ne na prazen želodac, pa pol. Ne vemo, kam bomo prišli s tem. Ja, absolutno. Recimo,
1:1 je, ne? Se pravi, en kozarček vina, en kozarček vode. Tako je, res je. Tako da v bistvu vse to, kar nam pomaga, da pol neutraliziramo stvari, kot si sama rekla, pri jetrih je tudi pomembno, da je tudi hrana ta prava, spet smo pri tem, čim manj živeli živalskega izvora, zelene stvari, grenke stvari, to je to, kar podpira delovanje jeter. Tako to, kar najdemo tudi v tem zimskem času, zdaj nimamo veliko izbire, ampak nekaj se vse najde na tržnici. Fantastično, Jelena, hvala. Tale trenutek bomo preverili aktualne dogodke, kajti res je nekaj krasnih priložnosti v mesecu decembru, od večera hvaležnosti do energijskih priprav, res krasne stvari. Sploh, če vam ni tako všeč, vso to praznično dogajanje, dajmo torej pogledati aktualne dogodke, ki so malce drugačni, a še kako prijetni. V petek 6.12. vabljeni na brezplačen večer hvaležnosti. Tradicionalno ga pripravimo vsako leto in tudi letos vabljeni. Veliko nagrad, koristnih in zanimivih informacij lahko pričakujete. V petek 13.12. bo imela Marija Ana Kolman predavanje oziroma demonstracijsko predavanje na temo Domača lekarna in fitomedicina v vsakdanji rabi. Zakaj znanje mora biti praksa in tukaj se boste res naučili, katere stvari lahko pripravite sami doma, kaj je nujno imeti v svoji domači lekarni. Na soboto 21.12., ko praznujemo solstici, vabljeni na tradicionalne energijske priprave za leto 2020. Energijski proces se bo torej zgodil v soboto in na ta dogodek vsekakor pridite pripravljeni in opremljeni z veskom in pisalom. Takole pa dajmo kratek povzetek, kaj je bistveno, kaj je ključno, da se ne boste zredili letos decembra. Torej, Jelena, prva stvar smo rekli. Ja, najbolj pomembno je, da jemo čim več vlaknin, to pomeni nepredelana hrana, sadje, zelenjava, stročnice, žita, semena, oreški. Tople kašice zjutraj. Tople kašice zjutraj. Potem je zelo pomembno, da jemo res počasi, v miru, s hvaležnostjo, da dobro prežvečimo hrano, da pripravljamo svojo domačo hrano, boljše različice, recimo tistih stvari, ki jih ponavadi dobimo nekje za jest. Zelo pomembno je, da pol, če hrepenimo po sladkorju, da jemo nekaj grenkega, da pijemo dovolj tekočine, da tudi vzajemo stvari, če ne živimo najbolj optimalno in se ne moremo vsega tega držati, probiotike, psilium, kurkumo recimo, tudi recimo vse, kar bo podpiralo tudi delovanje naših jeter, zato to je važen. Če gremo kam, potem si vzamemo že nekaj pripravljenega od doma ali si nekaj še malo pojemo pred tem, tako da kar nekaj je teh ukrepov, ki jih lahko pol upoštevamo. Torej, namesto klasičnega sladkorja, recimo, da bi nas zavedla kakšna pakirana embalažica pa sladica, pa torej sami lahko naredimo. Nekaj, kar naredimo sami. Potice se bojo pekle, naredijo se lahko iz polnovredne moke, lahko se kot sladilo dodajo sadje, recimo banane so fantastične, suho sadje, lahko dodamo recimo tele rožiče, tudi zimo sladak, itak se dodajo v potice. Potem lahko recimo dodamo nekaj dodatnih vlaknin še zraven, kot je ta psilium, on se dodaja tudi v hrano oziroma recepte, posebej, če delamo nekaj brez glutena. Tako da vedno se lahko da narediti bolj zdrava različica jedi, ki jo imamo radi. Perfektno. Hvala lepa, Jelena, da si nam to povedala. In ja, dragi gledalci, gledalke, v tem že 6. sezono govorimo decembra in tudi ponujamo različne recepte, različne možnosti, kako si zagotoviti premium kulinarične užitke decembra, ampak na zdrav način in neškodljiv. Preverite še kaj več na klepetobkavi.si, kjer vam svetujemo in ponujamo različne recepte, pa tudi se razgovorimo in naredili smo seznam najbolj pametnih daril, da ne boste zapravljali denarja za bedarije. Skratka, 1001 zadeva, ki je aktualna ta trenutek, sicer se pa tako in tako družimo tudi na vseh prihajajočih dogodkih. Preverite torej klepetobkavi.si. Če pa vendarle želite kako dodatno informacijo, nimate dostopa do interneta, ko smo govorili pa probiotiki, pa kurkuma, pa te zadeve, lahko poprašate tudi naše svetovalke na 02 6200 230. Torej, ne da boste zdaj na suhem, ne da boste zdaj na vodi,
Veliko kulinaričnih užitkov lahko imate, ampak po pameti.